dragi moji, zelo nerada dajem obljube in zelo nerada jambram, ampak v tem videu vam obljubim, da bom jambrala zaradi vročine, ker sem v tej mehni temni sobici in nimam klime in ne moram pobegati in dva velika reflektorja mi nabijata glavo, tako da danes bomo večkrat jambrali. Ampak all good, pa kasneje grem na Podpeško jezero, se ohladiti in uživati in vidno spiti, ko mi čakam. Kako ste vi? Upam, da ste fajn. Napišite mi gospod, kje ste na morju, na počitnicah, kaj ste šli z letalom, ali ste pač pri sosedu v bazenu, ali pač kaj pečete na žaru. Povejte, kaj delate, kako se imate. Današnji video je prav tako true crime in sklepam, ugibam in predvidevam po svojih dosedanjih izkušnjah, da vam bo všeč z vidika, da imate zelo radi na mojem kanalu mlade serijske morilce ali mlade morilce, zato vam je bilo tako všeč recimo Mary Bell, najmlajša serijska morilka. Mi je pa tudi ful fascinantno, da sem ta primer zdaj prvič dejansko spoznala, slišala zanj. Govori o 12-letni Shondi Scherer. Res lušna, res simpatična 12-letna punca, torej praktično še otrok. In govorilo o tem, kako se je njeno življenje tragično končalo, pač res grozljivo smrt je imela, ampak ne da bi to storil en grozen odrasel človek, ne. Bile so 4 druge najstnice, ki so ji to storile in so jo tudi poznale. V glavnem, krut primer do konca. Ta res ni za vsakega, precej detajlov je noter, kako se je trpela, tako da je pa tudi ekstremno kontroverzen primer, zaradi tega, ker punce, ki so ji to storile, imajo tudi neko svoje ozadje. Vse imajo neko svojo žalostno ozadje. Sploh ena ima res tako žalostno ozadje, oziroma dve, da je konec koncev ta primer precej kontroverzen. Precej težko se na koncu, tako bom rekla, tudi težko je judžati 100% te punce, ki so to storile zaradi njihovih tragičnih ozadij in družinskih težav in vzgoje. Shonda je bila rojena 6. junija 1979 v Kentuckyju. Rojena je bila staršema Stevenu in Jacqueline in potem se je z mami preselila v Louisville. Ona je imela v bistvu zelo tako cute, lepo vzgojo. Vse je bilo super, ona je bila srečen otrok, bila je ljubljen otrok, če se je bila nasmejana, babri in vsi so v njej govorili predvsem to lastnost, da se je ful zlahka infiltrirala v družbo in vsi so imeli radi in ko je najela prijatelje. Čeprav je bila še toliko mlada, imela je pač to žilico in klicali so jo, da je social butterfly. Njena starša sta bila ločena, ampak sta imela tudi zelo dober bond, dobro zvezo, bila sta zelo dobra prijatelja, tako da v bistvu to ni toliko vplivalo na družino. In ta mala je bila tudi športnica, poleg tega, da je bila ful družabna, odbojka, rokomet, bila je navijačica in kot sem že prej omenila, ful lušna, res je bila lepa in smešen je, ker tudi zgleda starejša, kakor je bila na teh slikah, sploh ker takrat v 80s je bilo tako normalno ful enega make-upa, pa te trajne, kad danes, pekne. Vsi izgledajo precej starejše na ta način, ne? In ona je bila v bistvu samo 12, gledala prej, 16. In vse se je v bistvu začelo v New Albanyju v Indijani, kjer je ona hodila na srednjo šolo Hazelwood. Do te točke, če sem jaz prav razumela, se je preselila že 2-krat, ampak tukaj so se pa preselili zato v ta New Albany, v Hazelwood šolo, tudi zaradi tega, da so v bistvu bliže očetu živele z mami. Kot sem rekla, da so ohranjali ta cute stik in so bili čim več skupaj. In to ni bil problem se infiltrirati in dobiti nove prijateljice in prijatelje in spet imeti milijon novih hobijev. Imela je stres, glede tega ni bilo vseeno, ampak ni bilo potem tudi težko padeti noter. Kmalu se je zgodil oktobrski ples, nisem zdaj prepričana, ali je bil tematski, bo kaj Halloween ali ne, ampak tukaj je šlo počasi vse narobe, oziroma začetek tega, da gre vse narobe. Torej, to je zdaj leta 1991, oktober, in naša Shonda je srečala eno izmed starejših punc na temu plesu z imenom Amanda. Amanda Hervin, ampak bomo govorili samo Amanda. In z njo se je v bistvu vse ful smešno začelo, ker ta Amanda je bila znana potem, da je bila bully, ona je ful zabavala druge ljudi, sploh mlajše. Pa pretepala, dejansko je veljala za bulija in veliko punc se jih je balo in tako se je tudi začel njun razmerje in ta Amanda je spotaknila Shondo in Shonda je padla in na ta način v bistvu sta obe skupaj pristale v šolskem priporu. Dejansko so jih poslali tja, so rekli, skupaj bota, ker je ful weird, načeloma bi mogel dati narazen, sta celo 2 tedna potem mogla ta čas skupaj preživljati. Ampak efekt je bil zanimiv, ker ne samo, da sta se spoprijateljili, očitno te punce so bile istospolno nagnjene zaradi tega, ker sta se tudi, nam rekla, zaljubile, sčasoma ampak tukaj se je začel nek romantičen odnos med njima. In očitno, jaz bi rekla, da pri mojih letih, če se toliko zgodi, si se zaljubil, recimo, da je bila 12, 13, načeloma, sploh še nisi skupaj, mi takrat sploh še nismo bili skupaj, ne vem, rekel si,
On si se zabaval, prcal, fante tepu, če si pa ti nagajajo po te fore. Mi smo bili dejansko skupaj, mi smo bili skupaj od 14, 15, 16 mogoče. Ko si bil živo, no moj bog, ljubčka, si lahko daš. One pa so bile dejansko punce v 80-ih in sta bile že kao par, a ne? Jacqueline, torej mami od Shonde, je tudi ugotovila, da se nekaj dogaja, da se med njima nekaj plete in ni bila navdušena zaradi tega, ker je bila ta Amanda pač na nek način ne pridi prav, kot sem rekla, bully, več težav je povzročala. Poleg tega je bila tudi lih toliko starejša od Shonde, da je bilo majčka neprijetno. Ampak tukaj se stvari šele zapletejo, ker se tukaj v zgodbi pojavi Melinda. Melinda je bila punca takrat stara 16 let, torej vse te punce so starejše od Shonde. In Melinda je bila v bistvu bivša punca od Amande. Upam, da vas ne bom preveč begala z imeni, iskreno tudi jaz sem mogla ful razmišljati, da sem si to vse zapomnila. Torej, Shonda je naša žrtev v tej zgodbi, Amanda je njena punca in Melinda je bivša od Amande. Melinda psihično ni bila okej. In če združiš nekoga, ki psihično niti približno ni okej, in potem če združiš nekoga, ki je ljubosumen na novega partnerja od bivšega, dobiš tako bombo groze. In tukaj je bilo ekstremno ljubosumje. One so se začele soočati, oziroma Melinda je začela proti temu, oziroma Melinda se je začela soočati z Amando in Shando in kasneje začela tudi groziti. Naprimer, pisala je pisma Amandi dejansko o tem, da bo njeno sedanjo punco Shando umorila, tako res so šla delat, so šle te grožnje. In kot sem rekla, nekaj stvari je opazila tudi Jacqueline, torej mami od Shonde, in je sčasoma dojela, da stvari niso fajn in je iz zaščitniške ljubezni do svoje hčerke jo tudi prepisala na drugo šolo. Ta šola je bila Our Lady of Perpetual Help Catholic School. Na ta način je Jacqueline mislila, da je svojo 12-letno hčerko zaščitila in da bo zdaj mir, ampak niti približno temu ni bilo tako. Tukaj se je tragedija šele začela odvijati. Zdaj, lahko bi govorili o psihičnih težavah teh 4 najstnic, ki so na koncu Shondo napadle in umorile. Na koncu bi lahko govorili o tem, ampak bom raje prej, ne vem, da lažje sprocesirate tisto mučenje potem. In začnemo kar s ta glavno akterko z najbolj zlobno / najbolj kruto Melindo Loveless. To je ta torej, ki je bivša od Amande, punce od Shonde. Melinda Loveless se je rodila v New Albaniju kot najmlajša od 3 hčera Marjorie in Larry Loveless. Tukaj sploh ne vem, kje začeti o tej zgodbi, koliko so imeli oni res fucked up gospodinjstvo, pač res. Larry, torej oče družine, je bil na eni točki poklican v vojno v Vietnamu, kjer se je tudi vrnil kot veteran in imel je nek čin narednika, tako da visoko se je nosil, imel je pa ogromno nekih svojih travm. Zdaj ne vem, je bil že prej čisto premaknjen v glavi ali te stvari z vojne prinesel, nisem ziher, ampak on se je zelo rad seksualno na zelo neprimerne načine naslajal nad torej svojo ženo, Marjorie, in kasneje tudi nad svojimi hčerkami. Čisto posplošeno, na hitro povedano, on je spolno zlorabljal vse po vrsti. Najhujše je, ker je mamo poseljeval tako v sosednji sobi, v sosednjih prostorih, kjer punčke prvo kot prvo so vse slišale, drugo kot drugo niso mogle nič narediti. Torej, ena in edina oseba, ki bi jih mogla absolutno ščititi in jim biti opora in varnost, je bil njihov največji strah, ker je torej zlorabljal psihično, fizično vse njih, vse punce v tej družini. Druga stvar je, on je imel razne spolne fantazije in zelo pogosto je bila to, da je gledal to svojo ženo, žensko Marjorie, v raznih gangbangih ali pa da sta bila vpletena skupaj v razne te seks situacije, ampak problem je, ker ko je to doživel, ko je šel ta moment mimo, je istočasno čutil en kup jeze in sovraštva in jo je potem še zlorabljal in pretepil. Kolikor bi tukaj broken, tukaj weak, tukaj fucked up, da moraš na vse te načine svojo moč uveljavljati, da sploh imaš karkoli od lifea. Ful enih travm se tukaj še zgodilo. Naprimer, recimo ta Larry, oče od Melinde, je na eni točki dobil tudi šiht kot policaj, ampak ne za dolg časa zaradi tega, ker tukaj sta s svojim partnerjem napadla in pretepla enega Afroameričana. In to sem zaradi tega, ker ga je obsodil Larry, pa ne vem, je bilo to res ali ne, da je spal z njegovo ženo. Bog ve, če ga ni on sam prepričal v to ali pa njo. S tem, da ta družina, mogoče ne zveni tako, ampak so bili finančno super preskrbljeni, tako dobro so služili, tako da Melindi sploh ni bilo hudega, kar se tega tiče, ampak potem spet oče, ki bi mogel prinesti to varnost in biti nek provider in nekaj dobrega narediti za družino, je on. Ves denar, ki ga je sam zaslužil, ga je v bistvu samo zagonil in se je zapufal in na eni točki potem je tudi razglasil bankrot. Tako da v vseh pogledih je bil the smallest man that ever lived, bom rekla. Hvala Taylor Swift za te ideje.
S tem, da je to ubogo ženo Marjorie predstavljal kot svojo punco, sploh ne kot svojo ženo in jo pogosto želel deliti tudi s svojimi sodelavci in jo tudi je. In ona je zelo velikokrat želela storiti samomor. Zdaj si pa predstavljaj, da imaš očeta, ki na tebi, na tvoji mami izvaja vse najslabše stvari in potem, da imaš mami, ki pa spet ni toliko močna, da bi vse njih zaščitila in v bistvu ves čas išče najlažjo pot ven in je to samomor. Predstavljaj si kot otrok take familije, koliko se moraš počutiti nemočen in brez smisla, brez varnosti, zbegan, bizarno. Še veliko hudih zgodbic je tukaj, naprimer, da je bila Melinda prisiljena z njemu spati v postelji leta in leta in leta. Še hujše, da sta se torej Larry in njegova žena Marjorie na eni točki odločila biti del neke cerkve, ker sta šla tako daleč, da je potem Larry želel duhovnika najeti in ga tudi je, enega 50-letnega gospoda, da je bil ure in ure in ure skupaj z Melindo v sobi in iz nje izganjal hudiča. Pač predstavljaj si vse te travme, ki jih je ta Melinda doživljala. Končno enkrat je prišlo do tega, da ga je Marjorie, torej njegova žena, napadla z nožem in potem šele je on končno pristal v bolnišnici in naknadno želel ločitev in ko je končno zapustil to družino, je še ful dolgo časa pošiljal pisma nazaj Melindi in se igral z njenimi čustvi in pa kar naenkrat totalno zginil in ni bilo več besede od njega in na koncu enkrat na Floridi tudi umrl v prometni nesreči. Toliko o Melindi, bilo je valjda še ful več hujših stvari, ampak toliko, da dobite občutek, kam bo šla ta zgodba in zakaj to dela. Naslednja punca, ki je ogromno imela zraven pri tej ugrabitvi, mučenju in smrti Shonde Sharer, je Mary Tackett. Isto rojena leta 1974 in njena mama je bila spet zelo verna, namreč fundamentalistična binkošna kristjanka. Njen oče spet je srdel v tovarni, je imel pa v zadnjih ne vem koliko letih 2 zelo hude obtožbe, spet na sodišču, tako da spet neke vrste malo kriminalca. Mary Tackett je trdila, da je bila v otroštvu vsaj 2-krat zlorabljena, enkrat, ko je bila stara 5 let in drugič, ko je bila stara 12 let. Njena mama absolutno tudi ni bila zdrava, zaradi tega, ker je 1989. leta slišala samo eno stvar iz šole, kaj Mary počne, in sicer, da se v šoli preobleče iz kikle oblekce v hlače. In je bilo to tako sporno in bizarno, da je doma pretepla in jo poskušala zadaviti. Noro mi je, da potem, vse, kar so takrat storili, je bilo to, da so socialni delavci se najavili in rekli, mi bomo redno hodili pač nenapovedano obiskovati tega otroka oziroma Mary, da vidimo, če je vse ok, in to je bilo vse. Naslednja punca, o kateri bom govorila, je Hope Rippey, ampak tukaj omenjam samo to, da povem, da je oče od Hope na eni točki vsem tem puncam kupil Ouija board, to zdaj vsi poznate, ki moje videe gledate. In je ta mami od Mary izblaznela in je šla tja in je prisilila, da to ploščo zažgejo in poleg tega, da še pride nekdo hudiče izganjati v to hišo. V glavnem, bizarne stvari so se dogajale. Medtem ko Mary Tackett je v bistvu od vsega tega skozi bolj blaznela, skozi bolj je imela nori, da je začela se ukvarjati z okultnim, ves čas je bila bolj oporniška, postrigla si lase, pobarvala se je na blond in začela govoriti, da jo zelo pogosto obsede duh vampirke Diane. Potem časoma je tudi začela s samopoškodovanjem in je mogla tudi enkrat v bolnišnico in potem je dobila antidepresive in potem se je samopoškodovanje še nadaljevalo in potem proti koncu je priznala tudi, da ima že od otroštva halucinacije. To smo zdaj šli čez 2 glavni storilki, nekako morilki od Shonde. Naslednje 2 sta majčkeno bolj pasivni opazovalki, ampak vsaj jih omenjam. Rojena 1976, kot od drugih 2 punc 2 leti mlajša, starša prav tako sta bila ločena. Edino, kar je bilo neprijetno v življenju, bilo to, da so se veliko selili in da je imela v bistvu naslednjo punco, ko je bom omenila, Toni od nekdaj za najboljšo prijateljico in potem so se enkrat odselili in potem se je spet preselila nazaj in sta bili one 2 združeni. Sta pa obe potem prav tako izvajali samopoškodovanje. Toni Lawrence ima zelo zanimiv datum rojstva, in sicer 14. februar. Kot sem prej sem omenila Hope, one 2 sta bili prijateljici torej od otroštva, je pa Toni pri 9 letih zlorabil en sorodnik in potem pri 14 letih jo je posilil en drug najstnik. A lahko tukaj pač, ne glede na to, kaj so te punce delale, a lahko prosim
prosim, kanček zavedanja, kaj se zgodi z ljudmi, koliko mora biti take žrtve močne, da preživečijo, kaj se jim zgodi, in po drugi strani, koliko morajo biti ljudje bolani, da to komorkoli naredijo, ker to so stvari, ki na koncu ljudi naredijo crazy. Pač sploh še se ti to zgodi v mladih letih, ko ne moreš procesirati, kaj se ti je zgodilo, meni je to res noro. Zdaj je mrzla zimska noč, 10. januar 1992. Melinda je tista, ki skliče ostale 3 punce in reče: imele bomo en podvig, nič tacga. Torej tukaj pokliče Hope, Tony in Mary. Ona je povedala, da gre tukaj za maščevanje Shondi Scherer, ker je pač speljala bivšo punco Amando. Zdaj nekaj sem slišala, da je direktno rekla, da jo bojo ubile, in so bile ostale tako, haha, dobra fora, itak, kam gremo drugače, a ne? Tokrat so te 4 punce mogle iti do tam, kjer je Shonda bila pri očetu in ne pri mami. In v bistvu ji niso predstavljali realne ideje, da jih hoče mučiti ali pa ubiti, ampak so rekle: peljale te bomo na eno cute skrito lokacijo, v bistvu se je rekel Witch's Castle in mislim, zgleda takole, tudi ena ta lokacija, sem naj bi šle, in to zato, da ne bi jo tam nazaj združile svojo bivšo. Jaz ne vem, zakaj tukaj Shonda ni bila bolj mogoče previdna, kaj se dogaja, zakaj bi jo peljali tja, če se načeloma ne marajo. Je bila pa ta lokacija neko tako tipično najstniško zbirališče in je rekla: ok, sem za, grem z vami, edini pogoj, da se vrnete po polnoči, ko bo moj oče spal, da ga pač ne budimo in da ne ve, da kam grem. In tukaj si je mislila Melinda, bo random zabijeni čas, jaz bi jo sam čim prej pač ubila, ampak so prišle dejansko kasneje in so jo odpeljale. Keep in mind tukaj, da Shonda ni vedela, da je Melinda zraven. V tem primeru verjetno bi bila bolj previdna ali pa sploh ne bi šla, ampak tega ni vedela, zato ker je bila Melinda zadaj na zadnjih zidcih skrita in pokrita z deko, je imela pa spodaj pod deko tudi kuhinjski nož. Na eni točki je Melinda skočila ven iz te deke z nožem in je šla nad Shondo in je grozila z nožem. In takrat je od nje basically zahtevala, da Shonda prizna, da je ona speljala pač Amando. V bistvu hodila sem slišati to, da prizna, ne vem zakaj, želela je neko nadvlado, želela se je slišati določene stvari iz ne vem katerih razlogov in je rekla, da če tega ne prizna, ji bo pač prerezala vrat in valjda Shonda je vpila, se jokala, nič ni bilo jasno, tudi če bi to priznala in tudi če je verjetno to priznala, ji je bilo laž, ker ona ni nobenega speljala, konec koncev, ona je samo pač bila v razmerju, bila je zaljubljena, to je vse, kar je bilo. Na tej točki so ji še slekle majico, jo vrgle preč, jo zakurle in rekle, da naslednja stvar, ki bo gorela, bo ona. Ta njihova pot potem je ful grozljiva, meni osebno zaradi tega, ker je bilo toliko enih priložnosti, vsaj 2, kakor jaz vem, 2 jasni priložnosti ali 3, da bi bila lahko Shonda rešena, ampak preprosto ni šlo. Enkrat so jo samo pokrile z deko in potem so na bencinski črpalki še spraševale za smer, nekam za naprej, kam iti, in pač jo noben ni videl. Tukaj naj bi ostale punce še vedno domnevale, da v resnici želi Melinda samo prestrašiti Shondo. To zdaj ne vem, ali je res ali ni, ampak naj bi to verjele in tukaj jih je Melinda tudi prepričala, da grejo na eno ful bolj oddaljeno, ful bolj odmaknjeno lokacijo in oni so se strinjali zato, ker niso mislili, da bo kaj res groznega, ampak so se motile. Na tisti oddaljeni lokaciji so te 4 punce brutalno mučile Shondo. Res brutalno, do točke, kjer ne vem, ko ne drugače rečem, razen to, da so mislili, da je mrtva, niso si predstavljali v bistvu, da je še živa. To se je zdaj dogajalo nekje, ker je bil gost, pa tudi v bližini je bilo smetišče. Melinda in Mary sta tukaj slekle Schererjevo in jo večkrat udarile. Melinda je tukaj tudi s kolenom udarjala Shondo v obraz. Na koncu je ful močno krvavela iz ust. Tukaj naj bi Tony in Hope ostale v avtu in pač se držale zase, ker so bile očitno prestrašene in zmedene. Nista hotela sodelovati. Tukaj se začnejo še bolj grozne stvari. Meni je tukaj že res grozljivo, ampak kdor hoče poslušati. Na tej točki so želeli Shondi prerezati vrat, ampak predstavljali si to, da jim ni uspelo zaradi tega, ker je bil nož preveč topu, ni bil dosti oster in so jo očitno spet nekaj na pol tukaj mučile. Namesto tega so jo zabodle v prsi in jo potem dable z vrvjo. Potem so jo pa vrgle v prtljažnik avta, prepričane, da je mrtva. Potem so se pripeljale domov k Mary, kjer so bile določene stvari, ki so jih mogle za sabo pospraviti, urediti. Medtem so to počele, so pile gazirane pijače, tako sode in hengale, kada nič ni, dokler niso zaslišale izza tega prtljažnika zvoke, grglanje, pač ja. Shonda ni bila mrtva in vpila je in tukaj je imela še glas in se je drla in so bile upsi, ni mrtva, moramo to končati. Mary je takrat šla in še nekajkrat zabodla Shondo in potem sta jo skupaj z Melindo še naprej na nek način
način zlorabljale in mučile s temle žezlom, s to železno stvarjo. Ne vem točno, kako se reče, bom nalimala. Ko sta prišli nazaj, sta to kot zabavno dogodivščino opisale. Potem so še nekaj časa hengale in so se v zgodnjih jutranjih urah, ura je bila nekje 2 zjutraj, s tem avtom, kjer je bila tudi Shonda odpravljena na bencinsko črpalko, kupile spet pijače z mehurčki, 2-litrske, so jih spile tam in potem noter natankale bencin. Potem so se ponovno odpeljale na eno zelo oddaljeno, odmaknjeno lokacijo in ko so dale ven, po njihovem misleč truplo od Shonde je bila ona še vedno živa, ampak takrat je bila samo še sposobna šepetati besedo mami, ni več mogla vpiti. To je tisto, vem več detajlov, ampak jih ne morem povedati, ne morem. Potem so jo polile basically s tem bencinem iz plastenk in gledale, kako se je še vedno zvijala v agoniji in na koncu umrla. Še nazaj so prišle z avtom preveriti, če je za ziher mrtva. Potem sta to truplo na koncu najdla 2 lovca, ki sta šla v tem okrožju loviti prepelice in sta pač najdla zogljenelo truplo in sta bila okej, pač kličemo policijo. Tako da policija je že imela to znanje o tem, da je ena oseba tam pa tam mrtva oziroma zakurjena. Te punce so šle ponoč še v McDonald's in medtem, ko so jedle zajtrk z klobasicami, so se baje še hecale iz tega, da izgleda podobno kot zogljenelo truplo od Shonde. Prej sem to slabo razložila, ampak pri tem zadnjem aktu, ker je bil zraven ogenj in to dejanska smrt, nista bili zraven Tony in Hope. Je pa Melinda potem celo to zgodbo njima povedala v prepričanju, da bosta tiho, da ne bosta pač tega šerjali naprej, ampak sta. V bistvu je Hope in Tony to toliko šokirali, da nista mogla biti tiho, bile sta v šoku in v paniki in s svojimi starši. Mislim, da je šla Tony ta prva na policijo in to povedala. Zelo v kratkem so bile vse 4 punce na policiji prijete in na zaslišanjih, valjda. Vsem 4 dekletom so sodili kot odraslim in sprejeli so pogodbe, da bi se izognili smrtni kazni. Tony in Hope sta bile pač manj vpleteni, kot sem rekla, in sta prejeli blažje kazni. Je tudi že zunaj, torej Tony in Mary sta obe zunaj. Mary in Melinda sta prestajali 60-letno zaporno kazen. Je pa precej zanimiva ta zgodba Melinde Loveless, potem ko je bila v zaporu oziroma ko je še v zaporu. Za njo nekako velja, jaz ne moram to potrditi ali pa opustiti, samo pač rečeno je, da se je čisto preobrnila, čisto spremenila, čisto zdaj je nežna, odprta, da razume, da ji žal ekstremno in v bistvu, da je njen job zdaj oziroma resen hobi, to, da trenira vse za pomočnike za invalide. Tako da ima tisti občutek, da dela nekaj pomembnega za nekaj pomembnega oziroma za nekaj dobrega. Še bolj nenavadno je mogoče, da omenim, da ji je na nek način odpustila dejansko mami od Shonde. V smislu, da iz še več slabega ne more priti nekaj dobrega. In kakor je to mnogim ljudem bizarno, je popolnoma res. Kakor mene boli, da so imele te punce tako nefer, nepravično kruto otroštvo, res grozno otroštvo, sploh Melinda, je težko pričakovati, da če bi bil zdaj nekdo do nje še slabši, še več sovraštva, da jo še več želje potem, da ima smrtno kazen in ne vem kaj, kako bi iz tega kadarkoli prišlo kaj dobrega, razen z dobroto. A štekate, jaz ne vem, če štekate, ampak če njena mama je bila sposobna ta korak narediti, zakaj ne bi mi poskušali razumeti? Skratka, nisem nekdo, ki bi tle lahko pametval, kaj je prav in kaj ni, je pa res ekstremen primer, kjer se je veliko mladim ljudem veliko groznih stvari zgodili in pa so ti broken mladi ljudje naprej lomili druge ljudi. In meni se to zdi tako pomembna zgodba, da pač hurt people in to mi je toliko pomembno. Včasih life ni fair, ampak se lahko točno pri tebi neka nepravičnost ustavi. Točno ti si lahko, ko v familiji nehaš biti the mean one ali pa neko travmo naprej širiti ali pa kakorkoli. In jaz tudi to poskušam v svojem lifeu in vem, da se ne morejo primerjati moje travme z travmo, ne vem, recimo od Mary ali pa od Melinde, ampak hočem reči, da je treba vse poskušati. Anyway, dragi moji, noge mi spijo že na polno. Pa moram ven iz te sobe, ki mi je res vroče. Upam, da vam je bil video všeč. Lahko me nagradite s tem, da mi lajkate, komentirajte, da se naročite, da uporabite moje 3 kode in ja, komentirajte tudi, kaj mislite, kako vi vidite ta primer, kako vi vidite te punce, a imate kaj odpuščenja za njih ali ne. Drugače pa se gledamo verjetno naslednji petek. By the way, če koga to sploh zanima, no, bom povedala. Jaz grem zdaj čez 3 dni, grem v Milano, Eras Tour. Dobila sem karte. Hvala Marko, pa je njegova sošolka, ki sta mi to omogočila, ker on jih je kupil že tako 1 let nazaj in ja. V glavnem, komi čakam. Po moje bo bolano in itak boste več lahko spremljali verjetno na TikToku, pa obviously na Instagramu, tako da se gledamo, pridni mojte. Alien mama ima vas rada. Aj, čau! Bye!